Ko je Kitajska januarja vstopala v leto podgane, smo pri nas šele spoznavali, kaj je koronavirus in si želeli, da od tam zelo, zelo daleč ne bi prišel do nas. Smo pa vedeli, da se bo zgodil Brexit. Velika Britanija ni več članica Evropske unije. Januarja smo na Evropskem rokometnem prvenstvu navijali za naše rokometaše. Uvrstitev tik pod stopničke je malce bolela, a njihova požrtvovalna igra je bila nagrajena z naslovom najboljše športne ekipe leta v Sloveniji. Morda pa bi športni novinarji glasovali drugače, če poleti ne bi odpadle olimpijske igre. Ni bilo izbire, bile so izredne razmere. Osnovni šoli v Kamniku in Šmarju pri Jelšah sta se zaprli prvi, saj so se okužbe z novim koronavirusom tam pojavile še pred razglasitvijo epidemije 12. marca. Dan kasneje se je v Sloveniji zamenjala tudi vlada. Jerneja Pikala je na mestu ministra za izobraževanje, znanost in šport zamenjala Simona Kustec. V Združenih državah Amerike je bilo vse leto veliko bolnikov s COVID-19, a dogodke so krojili tudi množični protesti in volitve predsednika. Na ulice so se podali, ker je policist med aretacijo bil 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda. Protestniki opozarjajo na rasizem in diskriminacijo, ki se dogaja temnopoltim. Protesti in pozivi proti rasizmu so odmevali po vsem svetu, prav tako izvolitev novega predsednika ZDA. Premalo pa so letos odmevali pozivi k odgovornejšemu ravnanju z okoljem. Podnebne spremembe so dejstvo. Temperaturni rekordi, vse višja gladina vode, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst. Daljnosežne posledice bo imelo tudi zaprtje šol po vsem svetu. Številni otroci se vanje več ne bodo vrnili. Watu wengine wakicheza si itatubidi tu tukuje job. Juu job si hapa ndio tunapatanga pesa, mama anaenda anatumia. Tako bo ogrožena prihodnost otrok cele generacije, tudi tistih, ki še vedno zaradi vojn bežijo v Evropo. Morda pa bo kdaj prostor za nas na drugem planetu. NASA je poleti na Mars izstrelila robotsko odpravo, ki bo tam prinesla vzorce kamnin. Strokovnjaki pa že proučujejo vzorce z Lune. Na Zemljo jih je dostavila kitajska sonda. Od septembra v zemeljni krožnici okoli 500 km nad nami naš planet opazujeta tudi prva slovenska satelita. Prav zanima me, kaj vse boste letos videla.